Lepo pozdravljeni v naši oddaji za zdravje. Kronične bolezni predstavljajo glavni razlog smrtnosti v Evropi. Po statistiki Svetovne zdravstvene organizacije kar 9 od 10 Evropejcev umre za posledicami kroničnih obolenj. 47% Evropejcev umre konkretno za posledicami srčno-žilnih obolenj, trend pa kaže, da lahko v naslednjih letih pričakujemo še nadaljnji porast onkoloških, mentalnih in nevroloških bolezni. Kaj pa lahko storimo sami in zdaj, da spremenimo tok napovedane usode strani Svetovne zdravstvene organizacije, bo tema pogovora z zdravnico in bioresonančno terapevtko Darinko Strmole. V prejšnjem prispevku smo se pogovarjali o mikrobiomu in črevesni mikrobioti in omenili ste, da se kronične bolezni razvijajo kot posledica neuravnotežene črevesne mikrobiote. Kakšna je pravzaprav vloga mikrobiote v kroničnih obolenjih? Črevesna mikrobiota je prvi ščit črevesne sluznice in črevesne stene in je zelo pomembno, da je pravilno sestavljena in uravnotežena. Tako kot je naša koža varovalo na zunaj našega telesa, tako znotraj naše votle, organe in tudi črevesje pokriva sluznica. Sluznica prebavnega sistema od ust do anusa je zelo pomembna, da je dovolj vlažna in da lahko pravilno sestavljena tudi ob podpori črevesne mikrobiote varuje črevesno steno, ki je izjemno občutljiva, ampak omogoča, da potem res pravilno razgrajena hranila vstopajo in samo taka res pravilno razgrajena vstopajo v limfni sistem in v krvni obtok. Pri zdravi črevesni flori oziroma tudi zdravi črevesni sluznici so stiki med celicami zelo tesni in dovolijo samo res pravilno razgrajenim delcem hrane vstop v limfni sistem in v krvni obtok in taki delci res lahko predstavljajo hrano za naše celice. Med tesnimi stiki so neki kanalčki in neka snov imenovana zonulin regulira odprtje teh tesnih stikov oziroma teh kanalčkov za pravilno presnovljeno hrano oziroma za te delce, ki smejo priti v krvni obtok. Če pa pride do poškodbe teh tesnih stikov, zaradi tega, ker sluznica nepravilno deluje, ker je črevesna flora porušena, ker mogoče uživamo preveč hrane, kot je gluten, alkohol, nikotin, določenih toksinov v hrani ali pa če imamo zelo veliko skokov krvnega sladkorja, se pa ta mehanizem odpiranja teh tesnih stikov med celicami črevesne stene lahko okvari in vodi do tega, da se nepravilno, to se pravi ne dovolj presnovljeni delci hrane, smejo priti v krvni obtok. Ti se potem lahko vežejo na krvničke, pogosto na trombocite in s krvnim obtokom se prenesejo po telesu in odvisno od stanja delov tkiva se lahko odlagajo nekje in povzročajo taka tiha vnetja. To je en tak kratek povzetek povezave črevesne flore in tihih vnetij po celem telesu, kot se lahko potem dogajajo in se pri mnogih ljudeh srečujemo s posledicami le-teh. In kako posameznik občuti takšna vnetja, kako pa se jih diagnosticira? Ja, ljudje opisujejo, oziroma tudi vsi mi smo že kdaj občutili pomanjkanje energije, potem eni rečejo, da imajo zamegljen ali pa meglo v glavi, lahko tudi bolečine na različnih delih telesa, potem motnje v prebavi ali pa pospešeno prebavo ali pa težave z primesmi, celo včasih krvi v blatu ali pa zelo redkega blata, predvsem pa izjemno utrujenostjo. Laboratorijsko pa žal ti
običajni testi ne pokažejo še nobenih odstopanj od normale. Tako da pravzaprav nismo zdravi in čutimo, da nismo zdravi, laboratorijski testi so pa normalni. Šele ko so res razviti ta tiha vnetja v delih telesa, se lahko nekateri markerji spremenijo, ampak uradna medicina jih raziskuje oziroma preverja šele ob postavljanju diagnoze. Na nivoju evropske biomedicine, kjer obstajajo določene klinike, pa te biomarkerje spremljajo že prej in se dokazujejo, da so že v takem času oziroma v tem obdobju tihih vnetij že spremenjeni. Lahko tudi alergije štejemo tu zraven? Ja, ugotavljamo, da je pravzaprav v ozadju skoraj vseh alergijskih reakcij, tudi navzkrižnih alergijskih reakcij, pa tudi intoleranc na hrano, neuravnotežena prepustnost črevesne stene. Kaj pa lahko poleg zdravega načina prehranjevanja in življenja še naredimo za preprečitev kroničnega obolenja? Ja, zelo je pomembno skrbeti za zdravo in uravnoteženo črevesno floro z fermentirano hrano in napitki, lahko pa dodajamo tudi prehranska dopolnila, eden izmed njih odličen je multi-EM ferment. Če pa že gre za težave ali pa da bi jih preprečili oziroma da bi okrepili te tesne stike v črevesni sluznici, lahko pa uživamo določene rastlinske pripravke, imenujemo jih polifenoli, ki so iz določenih rastlin v obliki kurkumina, potem resveratrola, kvercetina, alfa-lipoične kisline, določene vitaminski kompleksi in pa aktivne oblike omega-3 maščobnih kislin v zadostni količini. En tak zelo učinkovit in varen in dober preparat, ki je narejen po enem res patentiranem postopku, da bi zagotovil čim večjo količino dobro biološko razpoložljivih polifenolov, ki vplivajo na to odpiranje tesnih stikov ali pa zapiranje ob pravem času, je neotosil, ki ga lahko dodajamo hrani in na ta način okrepimo zdrave tesne stike znotraj črevesne stene. Ja, in koliko časa naj bi se človek držal teh priporočil? Ja, zdravega življenjskega stila vse življenje, tudi skrbi za zdravo črevesno floro pravzaprav zelo redno, vsak dan. Za okrepitev teh tesnih stikov oziroma z uživanjem neotosila pa enkrat na leto, 2 do 3 mesece preventivno. Če že imamo kakšne težave, lahko 2-krat na leto en tako obdobje. Če pa so že težave z puščajočim črevesjem, pa dokler se stanje ne izboljša. Doktor Strmoletova, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Tudi vam.